Lepo pozdravljeni. Danes vam bom predstavil eno zanimivo zadevo, mogoče, da boste razumeli, kaj pomeni zgraditi mednarodni posel, s katerim lahko pridobivate pasivni prihodek. Zdaj, jaz verjamem, da vas je že veliko od vas videlo, slišalo kdaj za Roberta Kiyosakija, avtorja knjižne uspešnice Bogati očka, revni očka, in on je v eni izmed svojih knjig zapisal, da lenobe želijo obogateti hitro, uspešni ljudje pa hočejo čim hitreje pridobiti finančno znanje in postajajo s tem čedalje pametnejši in bogatejši. Meni ljub citat, ki sem si ga nekako sam zamislil, pa govori o tem, da je življenje dar, ki smo ga dobili, da bi ga živeli, ne pa, da bi ga zapravljali. In moje vprašanje je, kako danes večina ljudi živi. Ali samo živimo, ali preživljamo, ali pa zapravljamo svoje življenje. In da nam bo bolj jasno v nadaljevanju, kaj je to pasivni prihodek, se bomo lotili te zgodbe. Pasivni prihodek je dejansko prihodek, ki prihaja na naš račun, ne da bi mi morali ves čas biti delovno aktivni oziroma fizično prisotni na delu. Ustvarimo ga lahko ali pa zgradimo skozi določeno časovno obdobje. Za ustvarjanje pasivnih prihodkov pa obstaja več načinov. Verjamem, da ste že velikokrat slišali za takšne ali drugačne načine, ampak najbolj znana oblika pasivnega prihodka je dejansko pokojnina. Pokojnina po 40 letih, 30 letih, 35 letih dela za nekoga drugega, za delodajalca, se upokojimo in je to to. Zdaj, kaj to pomeni v praksi, vam bom prikazal na naslednjem primeru. In sicer, če bi se kdo izmed nas želel upokojiti, ne vem, pri svojih 65 letih, tako da bi 40 let delal, 40 ur na teden in bi želel imeti pokojnino 1000 evrov, bi nekako danes moral prejemati okoli 1760 evrov neto plače. Zdaj, od tega zneska oziroma od bruto zneska, preden ta neto plača pride, bi pa vsak od nas, ki dobivamo to plačo ali jo dobivate, prispeval za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vsak mesec 670 evrov. Zdaj, druga izmed možnosti bi lahko bila, to je tista čisto spodaj, tukaj vam jo bom pokazal, je pasivni prihodek recimo od obresti, da vaš denar date na banko ali v kakšen vzajemni sklad ali nekaj podobnega, kjer vam ponudijo letno obrestno mero. In zato bi potrebovali recimo 240 000 evrov na banki. Zdaj, če želite se recimo v 20 letih upokojiti iz tega naslova, da bi imeli pasivni prihodek od obresti, recimo iz vzajemnega sklada, banke ali kjerkoli drugje, po letni obrestni 5%, to pomeni, da bi morali vsak mesec oziroma na leto prišparati oziroma dati na stran 12 000 evrov oziroma vsak mesec 1000 evrov. In potem bi imeli v 20 letih 240 000 evrov na vašem računu in če bi ta letna obrestna mera 5% ostajala še naprej, bi po obrestnem računu potem vsak mesec vi lahko izplačevali 1000 evrov. Obstaja pa še ena varianta, ki vam jo želim pokazati, se pravi, obstaja jih še več, ampak ena izmed njih je pasivni prihodek iz naslova posla oziroma lastnega posla, ki ga lahko zgradite, mednarodnega posla, gradite ga lahko od koderkoli, doma, na terenu ali kjerkoli drugje. In če bi želel kdo izmed vas prejemati, hipotetično govorimo zdaj o teh številkah, seveda zato smo dali vso eno in isto 1000 evrov, in ste pripravljeni 5 let investirati 300 evrov vsak mesec v izdelke in pa izobraževanja in pa delati nekako 20 ur tedensko, kar pomeni 4 ure na dan dodatno, potem vam to lahko tudi zagarantiramo. Zdaj, vsak sam se mora odločiti, katero izmed variant mu je najboljša. Vendar, najhitrejši in najboljši rezultati vedno prinaša pasivni prihodek iz naslova posla. Je pa res, da je ta zadeva tudi malce težja in pa malce drugačna od vseh ostalih, kajti potrebno je tudi kaj se naučiti novega, kaj spremeniti v življenju in pa kaj drugače početi. V glavnem,
Možnosti je veliko, če bi želeli izvedeti in če vam bi dal informacijo o tem, kako lahko v 5 letih z 20 urami ali pa rečemo z 10 do 20 urami na teden in investicijo okrog 200 do 300 evrov mesečno v izdelke in pa izobraževanje, pridete do mesečnih pasivnih prihodkov okrog 1000 evrov, me zanima, ali bi želeli slišati to informacijo in če vam bi poslal dostop do Zoom konference, ali bi se je udeležili, ker je popolnoma brezplačno. Če da, potem me kontaktirajte na zasebno sporočilo in dobili boste nadaljnje informacije.